Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o pomlajevanju telesa, o telomerih, telomerazi in o kromosomih. V glavnem, kaj narediti, da se vaše telo začne pomlajevati na celični ravni? Ker ko se začnete pomlajevati na celični ravni, pomeni, da odpadajo avtoimuna obolenja, pomeni, da odpade staranje, pomeni, da odpade slabšanje vida, pomeni, da se vaše telo preoblikuje, da se stopi, da se pomladite, da postanejo sklepi bolj gibljivi, koža se polepša. Dejansko, kako spodbuditi vse pomlajevanje? Ker mogoče ste že prišli do zaključka, da bolj ko mažete nekaj na kožo, ni nujno, da se boste pomladili. Ampak od znotraj, treba je pomladiti celice. No, o tem sem pisala v knjigi, Ko imajo duše žur, in poglejmo, kaj je tisto, kar je zelo pomembno. V glavnem, prišli so do zaključka, da avtofagijo celic, prav to je, da stare celice, ki so odslužile svojemu namenu, same odmrejo in spodbudijo nastanek novih celic. Se pravi, to je proces samoobnove v našem telesu. In če imamo preveliko oksidacijo, se avtomatično zgodi, da naše telo ne zmore tega procesa speljati in stare celice sopihajo tako kot stara lokomotiva in se ne zgodi nič. Se pravi, ta avtofagija je povezana s tem, celično pomlajevanje, da našemu telesu damo ključne hranilne snovi. Celično pomlajevanje pospešimo z učinkovitim razstrupljanjem težkih kovin. No pa najprej poglejmo to. Razstrupljanje težkih kovin pospešimo s tem, da damo telesu cink, bakar, selen, jod. Se pravi, to mora biti v kombinaciji kot prehransko dopolnilo, ker zdaj razmišljam, kaj bi mi mogli pojesti, da bi pojedali cink, bakar, selen, jod. Recimo ostrige z kaprami, recimo. Kdaj ste nazadnje to jedli? Lansko leto na morju. Dobro, jaz še lansko leto na morju ne, niti ne pomnim, kdaj sem to jedla. To pomeni, da mi potrebujemo v istem obroku cink, bakar, selen, jod, da spodbudimo razstrupljanje težkih kovin, pa dodati moramo še kalcij, zaradi tega, ker kalcij deluje kot voziček, da grejo težke kovine iz telesa ven. Tudi za vse tiste, ki ste cepljeni, morate razumeti, da tudi te težke kovine od cepiv grejo ven s kombinacijo cink, bakar, selen, jod pa kalcij. Jaz vam bom povedala izmed mojih prehranskih dopolnil, kaj lahko vzamete, lahko greste v lekarno. Jaz vam lahko dam Kalmah, vam bom dala od spodaj povezavo. Kalmah, ker ima kombinacijo kalcij, pa magnezij, pa D3 vitamin, pa beta-gvard oziroma Pro-Vitality Plus. To je kombinacija, ki deluje na to, da se spodbudi razstrupljanje na celični ravni. No, naslednja stvar, učinkovito celično pomlajevanje pa lahko dosežemo s tem, da povečamo proizvodnjo encima telomeraza. Čudna zadeva, dajmo zdaj pogledati, kaj to sploh pomeni. Vam bom narisala in to je celica, v celičnem jedru je DNK. Se pravi, DNK ima vijačnico in na to vijačnico so vpeti kromosomi. In telomeraza je encim, ki povečuje elastičnost telomerov. To je v bistvu elastika, na katero je kromosom vpet. In da to pospešimo, naše telo potrebuje nekaj ključnih vitaminov in mineralov. Dajmo zdaj pogledati, kaj potrebujete. Potrebujete vitamin B12, potrebujete folno kislino, potrebujete vitamin C, to je na strani, vam bom povedala, Ko imajo duše žur, na strani 130. Potrebujete E-vitamin, ampak naraven E-vitamin, in pri E-vitaminu se morate zavedati, ko pogledate prehransko dopolnilo, če je oznaka E-vitamina D-alfa tokoferol, je to naravni E-vitamin, če je pa oznaka DL, alfa tokoferol, je pa to oznaka za umetni E-vitamin.
pač takih prehranskih dopolnil ne jemljete, ker so pač umetna. Potem cink ga potrebujete in magnezij. Se pravi, če zvečer vzamete poleg še omego 3 in aminokisline, se avtomatično zgodi, da vaše telo začne proizvajati encim telomeraza, ki povečuje prožnost telomerov, se pravi te elastike, in povečuje pomlajevanje. In to lahko vsako noč. Vsako noč se obnovite. No, zdaj vam bom pokazala še tisto, kar vam priporočam, če ne najdete nič bolj pametnega. Jaz sigurno zaupam prehranskim dopolnilom, ki jih imam od Neolife. Vzemite zvečer pred spanjem Provitality Plus, vzamete shake in je to. Ali pa recimo namesto večerje shake in Provitality Plus pred spanjem in imate to kombinacijo, ki je za obnovo vaših celic. No, kaj pa zdaj naprej še lahko naredite? Da se začnete pomlajevati od znotraj. Pozitivna energija, občutki zadovoljstva, čiščenje in meditacija, z meditacijo čiščenje težkih spominov. Nisem si zapomnila, koliko obraznih mišic imamo, ampak mislim, da jih imamo čez 50. In prav obrazne mišice zapišejo, na njih se zapiše ves stres, ki ga doživimo v življenju. Pač obrazne mišice delujejo. In mnogi, se prav preko obraza se vidi, kako močno nas je življenje zdelalo, oziroma kaj smo naredili sami, da nas toliko ne zdela. Če gledam sebe, jaz ne moram reči, da mi je življenje prizanašalo, ker mi ni. In glede na to, da sem pred 10 leti dejansko odšla brez vsega in začela z nule, bilo naporno. Zelo, zelo naporno. In če že prej gledam, da sem velikokrat se počutila tako kot mama samohranilka, ki sem vlačila moje otroke okrog, življenje mi ni prizanašalo. In če gledam še prej, moja mama je zbolela, ko sem bila stara 11 let, in njena prva diagnoza je bila levkemija. Mama je še vedno živa, ampak življenje me je pošteno šolalo. In res mi ni prizanašalo. In vem, da bi lahko pristala drugje. Lahko bi pristala tam, kjer je moja stara mama pristala. Kakšen šnopček, pa je bil problem rešen. Jaz se jo spomnim kot staro, betežno ženico, vedno imela zavezano ruto, tako ruto naprej zavezano. In po na koncu, tam pri 80 je bila brez zob, tako jezna, zagrenjena. Lahko bi pristala tam, veste? In zdaj, ko korakam proti 60. letu, bi se mi že pošteno poznal, kje sem pristala, veste? In tam pri 30, ko je bilo moje življenje res, se je začelo to težko obdobje, pri 35, takrat sem se odločila za pot osebne rasti. Takrat sem se odločila, da začnem delati na sebi. Takrat sem se odločila, da bom začela graditi moj notranji monolog, da bom začela sebi dajati tisto ljubezen, da se bom objela, da bom rekla sama sebi lepe stavke in nam nikdar pozabila. Ta mala hčerka je bila dojenčica, ponoč in velikokrat je jokala, danes vem. A veste, zakaj dojenčki jokajo ponoč? Zato, ker če v zadnjem življenju umreš tragične smrti, potem otroček, dojenček joka zaradi tega, ker je to spomin na smrt. Pač, no, kakorkoli. Jaz sem tega otroka nosila sem pa tja. In kolikrat je bilo dejansko, se veste, pri 3 majhnih otrocih si utrujen. In kako bolj enostavno bi bilo tega otroka nosim sem pa tja, če si predstavljate, da je to moj otrok, nosim sem pa tja in podočnjake sem imela take, da bi lahko po njih hodila, toliko sem bila utrujena. In bi bilo bolj enostavno preklinjati življenje
pritoževati se, za vse sem sama, ampak ne. Jaz sem izbrala drugačne misli in takrat sem brala knjigo Moč pozitivnega mišljenja ali pa Moč je v tebi, eno od teh. In vsakič, ko sem šla mimo ogledala, sem rekla, rada se imam in se cenim. In cincam tega otroka in grem mimo ogledala in rečem, rada se imam in se cenim. In grem nazaj, rada se imam in se cenim. In rada se imam in se cenim. In to je bila prva stopnička, ko sem začela zavestno izbirati misli. Ko sem zavestno dala stran misli, za vse sem sama, jaz sem žrtev, partner nič ne naredi oziroma mož nič ne naredi, jezna sem na njega. Zavestno. In zavestno sem začela razmišljati pozitivno. In to je bil prvi korak. In tudi vi naredite ta korak in boste videli, kako se bo vaše življenje spremenilo. Vsaka misel, ki jo izrečete, sebi v prid, se bo nekaj spremenil. Dajmo, tale video bom bolj kratek, vam še eno sporočilo. Glejte, čas je za napredek. Čas je, da sebe blagosloviš. Čas je, da sebe pozdraviš. Čas je, da sebe navdihneš, ker to, kar ti delaš, boš s tem oplemenitila srca in duha drugih ljudi. Delaj to za sebe, zato ker življenje je lepo, ampak res lepo in življenje te bo podprlo pri vsem, kar ti je namenjeno, samo opusti stare vzorce. No, in zato povabljen, zdaj pripravljam online tečaj, postani ljubezen, po kateri hrepeniš. Dokler ti ne postaneš v sebi ta ljubezen, po kateri hrepeniš, tvoje življenje lahko prihajajo samo taki ljudje, kakršni so zdaj okrog tebe. Spremeni vibracijo in vse se bo spremenilo. Uživaj, vse dobro.